Marjan Horvat je sociolog, ki proučuje širši spekter tematik s področja demokracije, evropskih integracij, nacionalizma, kolektivnih spominov, medijev in komunikacije. Osredotoča se na raziskave s področja spoznavno-teoretske demokracije v historični prizmi. Je avtor več prispevkov in znanstvene monografije Evropska identiteta v procesih globalizacije. V doktorski disertaciji se je ukvarjal z demokratičnim deficitom v postnacionalni Evropi. Je znanstveni sodelavec na inštitutu IRIS. Njegov prispevek ima naslov Prispevek k historiatu javne sfere. Od protopolitičnih do današnjih praks deliberacije. Sem prav prebrala. Referent bo obravnaval vlogo historiata javne sfere v razmerju do današnjih praks odločanja. Na osnovi svojih raziskav javne sfere bo najprej predstavil nov teoretični model, ki omogoča triangulacijo načel deliberativne demokracije v historični prizmi. Dosedanje raziskave protopolitičnega bo prikazal v kontekstu socioloških teorij družbenega spreminjanja s primerjalnim fokusom na preteklih narativih družbene legitimizacije. Model bo preizkusil na primeru jugoslovanskega samoupravnega socializma, opisu odnosa do tradicije. V tem sistemu bo sledila analiza izbrane ljudske pravljice o repi velikanki. Upam, da je to. Dognanja bo povezal z vidika vpliva preteklih praks deliberacije, tradicije in kolektivnih izkušenj na današnjo javno sfero in njihovih potencialov v procesu stabilizacije družbeno-integrativnega ustroja. Vidim, da je zelo sociološko. Upam, da bomo razumeli in da nam boste približali tudi zgodovinarjem. Hvala, profesor Nikolič, za to prijazno predstavitev. Ja, torej govor bom o historiatu javne sfere, vendar v bistvu z neke zelo specifične perspektive. Bolj kot komunikološke in sociološke teorije javne sfere, me tu zanima, kako pretekle kulturne in družbeno-zgodovinsko pogojene prakse odločanja, ki so se razvile v bistvu še pred nastankom javne sfere v 17. oziroma v 18. stoletju, vplivajo na današnje prakse o odločanju. Moja teza je, da te prakse, ki jih imenujem protopolitične, imajo določen vpliv na današnjo implicitno družbeno pogodbo. Na nek način urejajo razmerje med posameznimi vrednotami, določajo, kaj je za neko družbo pomembno in s tem posledično strukturirajo specifike javne sfere. Ključno vprašanje seveda je, kako konceptualizirati ta vpliv protopolitičnega. V tej predstavitvi bom skušal nakazati eno izmed možnih poti za takšno konceptualizacijo. To bom naredil v 3 korakih, se pravi preko historične opredelitve javne sfere, v luči načel deliberativne demokracije, potem za analizo protopolitičnih narativov v prizmi teorije družbene transformacije, in potem preveril to na primeru analize protopolitičnih oziroma odnosa protopolitičnih praks in tradicije v jugoslovanskem samoupravnem socializmu. Torej, če začnem pri prvem. Pogoje za delujočo javno sfero je koncizno opredelil že Habermas. Ampak že v bistvu v strukturnih spremembah javnosti je poudaril, da skuša opredeliti le specifičen tip javnosti, se pravi meščansko-liberalne javnosti, kakšen je nastal v kavarnah in v salonih 17. in 18. stoletja. Nadaljnja teoretizacija tega koncepta je šla v različne smeri. Pomisleki so bili uperjeni predvsem v nezadostno problematiziranje odsotnosti žensk in pripadnikov marginaliziranih skupnosti v javnem razumiriranju, deloma tudi v premislek, ali obstajajo druge javne sfere, da je nimo socialistične, plebejske in tako naprej. Zelo malo pozornosti ali nič pa je bilo usmerjeno v razvojne specifike javnih sfer. Zdaj, zakaj je to vprašanje pomembno? Iz večjih vidikov. Zato, ker je v bistvu teorija javne sfere utemeljena na premisi univerzalnosti zahodnih praks javne deliberacije. Drugič, zato, ker je teoretizirana s svojimi standardi javnega razumiranja kot nujna posodobitev preteklih praks javne deliberacije, in to ne samo v deželah tretjega sveta. Tretjič, zato, ker ne upošteva, da konceptom
da koncepti preneseni v druga okolja nikoli ne funkcionirajo tako kot v izvornih. Pomemben pa je seveda tudi družbeno-politični vidik, ko gre za preobrazbo družb, saj se nove demokratične prakse vedno umestijo le na predobstoječe konfiguracije družbene pogodbe. Zato je pomembno, kako družba tradicionalno naslavlja endemične konflikte in kako se spoprijema z izzivi. Teorija deliberativne demokracije je v določenem aspektu amalgam javne sfere, se fokusira predvsem na postopek sprejemanja odločitev. In Habermas tu recimo govori o idealni govorni situaciji in o načelih, ki normirajo, ki pogojujejo razpravo usmerjeno v skupno dobro. Ta načela je v primerjavi z javno sfero, ki je nastala v 17. oziroma 18. stoletju, pa je mogoče analizirati v transhistorični prizmi in na tej osnovi potem elaborirati značilnosti javne sfere v neki konkretni skupnosti. To so ta ključna načela, na katerih gradi potem deliberativna demokracija. Zdaj, če pa hočemo to v bistvu analizirati v transhistorični perspektivi, pa je seveda potrebno upoštevati izhodiščne kontekste, se pravi pretekle prakse deliberacije, zgodovinske okoliščine, potem narative legitimizacije družbenega reda, kognitivne matrice, vrednote in tradicijo. In na makro ravni seveda tudi učinke sprejetih odločitev, ki zadevajo družbeno transformacijo, se pravi spremembe implicitne družbene pogodbe in te učinke, katerih cilj je stabilizacija politično-družbenega diskurza. Zdaj, kako analizirati te izhodiščne kontekste oziroma ta spekter protopolitičnega? Tu navajam v bistvu dve definiciji, Hobsbawmovo in pa Badioujevo. Skupno jim je seveda to, ima želje razumeti tiste sestavine, ki se bodo šele v bistvu prevedle v javno rezoniranje v okviru nastajajoče javne sfere. Pri tem pa seveda Hobsbawm govori o predpolitičnih ljudeh, medtem ko Badiou se bolj fokusira v bistvu na situacije, govori o predpolitičnih situacijah. Tipičen primer usklajevanja, se pravi protopolitičnega z nekimi sodobnimi načini družbene legitimizacije, je v bistvu znanstvena metoda nemške historicistične šole 19. stoletja, ki je poskušala pravno kodificirati organske, se pravi protopolitične oblike družbene organiziranosti. Seveda pa so sodobni pristopi različni. Tu navajam citat iz knjige Frederika Jamesona, se pravi utemeljitelja marksistične literarne metode, to je prvi stavek, vedno historizirati. Potem je tudi novejša disciplina, kognitivna zgodovina, ki se ukvarja s posameznimi ki je v bistvu vzela nekatera orodja, ki v bistvu omogočajo uvid v določene aspekte protopolitičnega, ki so značilni za določeno skupnost. Zdaj tudi Habermas, čeprav ga poznamo predvsem kot avtorja strukturnih sprememb javnosti, se seveda je ukvarjal s temi vprašanji. V teoriji komunikativne akcije se ukvarjal z razmerjem med instrumentalno racionalnostjo in komunikativno racionalnostjo. Se pravi, prva se nanaša na tradicije in na kulturo, in potem na komunikativno racionalnost, v tem smislu, na kakšen način lahko sodobna deliberacija preusmeri tradicionalne oblike deliberacije. Ampak v nadaljevanju se bom oprl predvsem na narotološke pristope v analizi protopolitičnega. Iz tega vidika je zanimivo razmišljanje Walterja Benjamina, ki je ljudske narative, se pravi kot odraz protopolitičnega, še posebej pa recimo pravljice, razumel kot amalgame in zakladnice kolektivnih izkušenj, ki za avtoriteto preteklosti, a v imenu prihodnosti nagovarja sodobnega bralca. Implikacija seveda je, da vsaka družbena sprememba, če želi biti obstojna, se mora nasloniti na te vgrajene družbene vzorce. To velja tudi za revolucijo.
Zdi se mi, da iz tega vidika sta citata sociologa Županova in eruditskega misleca Macvejeviča, ki zadevata projekt jugoslovanskega samoupravnega socializma bolj razumljiva. Prva misel, zapisana v bistvu že post festum, leta 1989, se nanaša v bistvu na odsotnost gradualističnega razvoja socialistične ideje. Druga pa eksplicitno problematizira ta vez oziroma odsotnost vezi s tradicijo, kar v bistvu pomeni tudi res s kolektivnimi izkušnjami v snovanju novega socialističnega človeka in nove socialistične družbe. Ampak da je potrebno na nek način izkoristiti tradicijo, to seveda razumeli ideologi sovjetskega režima in tudi nacizma, ki so svoje sisteme legitimizirali na osnovi tradicije, se pravi tudi ljudskih narativov, vključno s pravljicami, ampak jugoslovanski projekt pa je v tem izstopal, se je bil utemeljen na rezu s tradicijo. Zdaj tu navajam razloge, zakaj se pač so se ideologi jugoslovanskega socializma odrekli pač legitimiziranju njihovega projekta na osnovi tradicije. Pač ključno je seveda to, da je bila revolucija zasnovana na prihodnostnem narativu, se pravi ideji edinstvenosti, na oblikovanju tretjega modela družbenega razvoja, ki bi ne bil pač kapitalističen in ne komunističen. Potem je bil tukaj vedno prisoten strah pred obujanjem mednacionalnih napetosti. Potem seveda specifičen pogled na nacionalno vprašanje brez esencialističnih, biolingvističnih teorij. In potem je šlo tudi za nezaupanje do vpliva tradicionalne kulture in njenih simbolov v politiki, zlasti v tem antagonizmu pred tradicionalnem antagonizmu kmečka in mestna kultura. In pa šlo je seveda tudi za preseganje, pač celotna revolucija je bila utemeljena na poskusu preseganja vseh družbeno-historičnih oblik utujitve z uvedbo samoupravljanja. Ampak ti historični narativi legitimizacije so bili še vedno prisotni. Ampak se je vzpostavil nek edinstven odnos do protopolitičnega. To pa lahko v bistvu še najbolj nazorno ilustriram z učinkovanjem ljudskih pravljic v tem sistemu. Izbral sem pravljico o repi velikanki, ampak moja analiza pokaže, da bi lahko katero koli drugo pravljico, kar so tudi z Mojco Pokreculi, recimo. Gre za klasično ljudsko pravljico, izvorno rusko jo poznate, se pravi, govori o detku, ki poseje repo, zraste repa velikanka in ne more izruvati. Na pomoč potem priskoči babica, vnučka, pes, mačka in nato še miška. Skupaj izruva in na to požira. V ospredju je sporočilo, v slogi je moč, vsak najmlajši člen lahko prispeva k skupnemu dobremu. Slovenska verzija te pravljice, ki ima naslov Kako so pulili repo, pa izstopa v svetovnem kontekstu. Pravljica je v bistvu postavljena v jasen historični kontekst poznega feudalizma, nastopajo graščaki, dekle, predvsem pa izstopa po nenavadnem dodatku, ki na nek način komentira to izvorno misel v slogu in moč. V obliki verižne zgodbe, se pravi, vidite, ko repo izruva, se potem zgodi cel niz nekih situacij, na koncu ni bilo nobenega dobička od te velikanske repe. Zdaj, kako razumeti to pravljico? Ali gre v bistvu za neko neposrečeno afirmacijo socialističnega gesla v slogi moč, ali gre za kritiko razmer v predrevolucionarnem obdobju, pač iz sloga bi lahko sklepali, da bi napisana v tem obdobju. Ali gre v bistvu za naključno kritiko socialistične ureditve in celo doktrine samoupravljanja, glede na to, da problematizira načela sodelovanja v doseganju skupnega cilja. Stvari se v bistvu še bolj zapletajo, če upoštevamo druge pravljice o repi velikanki. Zgodovinar Zajelkovski, ki ga tu navajam, ki je temeljito raziskal srednjeveške vire in tudi kasnejše adaptacije tega motiva, ugotavlja, da v bistvu vse inačice zgodb o repi zadevajo socialna vprašanja in odnose med razredi.
Repa je bilo v bistvu v srednjem veku emblem revnih, prek čudeža, se pravi, repe velikanke se je tematiziralo, kaj komu pripada, do česa je upravičen. To velja za srednjeveško pesnitev Rapalarius in tudi za pravico Repa brata Grimm, ki je preko prevodov, preko adaptacij von Schmidtovih pravic in to preko prevodov Slomška, Lendovška in Tomšiča vstopila že v 19. stoletju v slovensko okolje. Po drugi strani pa ta motiv repe velikanke bil pogosto uporabljan v porevolucionarni Rusiji v propagandne namene. Tu pač prikazujem propagandni letak, ki je v bistvu Dimitrija Mora, gre za kompleksno zasnovani letak, ki govori o tem, da morajo biti zagovorniki revolucije pozorni na vse sovražnike, pač domače in tuje, ampak je tudi revolucija neizbežna, ker je šla v bistvu iz neke zgodovinske nujnosti, to v bistvu pač sporočilo tega. Ampak interpretacija slovenske verzije pa je v bistvu izmuzljiva, še posebej zato, ker je zapisovalec neznan. Lahko se nanaša na protopolitične razsežnosti, ideološke ali pa postideološke. In če sledimo prej omenjenemu Zelkovskemu, bi lahko rekli, da prav tako problematizira razmerje med družbenimi sloji v poznem feudalizmu. Pripadniki vseh slojev pomagajo pri delu na polju, vendar je ta enakost navidezna. Odnosi med njimi ostajajo hierarhični. Motiv repe velikanke prav tako izgubi ves ta religiozni naboj, v bistvu le neka nadloga, anomalija, ki je treba čim prej odstraniti za vzpostavitev prejšnjega naravnega reda, pač tako kot je veljal v feudalnem sistemu. Ohranja se sporočilo ruske pravljice v slogi moč, vendar ga s tem dodatkom, kot se ga preomenil, na nek način degradira. Prav tako so možna ideološka branja te pravljice. Bolj tenkočutna analiza bi lahko izpostavila vlogo grajskega pisarja, ker v bistvu on posadi repo, se pravi, zaseje čudež. To je v bistvu za intelektualca za omejeno svobodo pisane besede. Vendar je tudi nekdo, ki je posrednik med različnimi svetovi, razume različne izkušnje. V tem oziru pa je pravljica v določenem pogoju za družbeno preobrazbo seveda natančna. Se pravi, brez neke avtentične deliberacije, upoštevanja različnih glasov za družbeno preobrazbo, uvrščevanje neke dileme so lahko vse lepo zveneče ideje, dober čudežna je pravzaprav ravno ta ideja, v slogi moč izpriljajo v vsakem sistemu. Možno je pa seveda tudi postideološko branje tega narativa. Če ga namreč izrežemo iz protopolitičnega in ideološkega dispozitiva, se pokaže dvojna funkcija odtujitve. Prvič, poputitveni učinek celo v Brechtovi konceptualizaciji tega termina nastanek, je ta dodatek pravljice potuji izvorno sporočilo v slogi moč. Drugič, to se mi zdi v bistvu pomembneje, pravljica odraža po eni strani slogovno svet tradicije in kolektivnih izkušenj, ki pa trči ob idejo. V tem primeru socialistične preobrazbe. Na ta način, na ta način v bistvu odtuji tradicijo in tudi narativ socializma. Sklep. Zdi se mi, da je jugoslovanski socialistični projekt je zanimiv, saj se v njem še najbolj izrazi vloga protopolitičnega v procesu družbene transformacije. Pokaže namreč, da je protopolitično tudi ob njegovem zanikanju in poskusu preseganja vedno prisotno, čeprav v tem primeru, ki smo ga obravnavali, prek praks odtujitve. Seveda pa so ti vzorci protopolitičnega diskurzivno težko ujemljivi. Zato se največkrat to vrstne raziskave navezujejo na narative kulturnega nacionalizma. Ampak to pa ne zaobjame kompleksnosti vsega usklajevanja tradicionalnih narativov s specifikami rezoniranja v sodobni javni sferi. In zato sem se v tej analizi v bistvu oprl na načela deliberativne demokracije, ki so bolj univerzalna in v bistvu
Ta pristop potem omogoča razumeti odnose med različnimi narativi, preteklimi, sodobnimi in tudi prihodnjimi. Za konec bi poudaril dvoje. Prvič, raziskovalno polje, ki ga tudi predstavljam in na nek način tudi afirmiram, je izrazito interdisciplinarno. Poleg sociologije, zgodovine, komunikologije, antropologije mora vključevati tudi kognitivne znanosti in kar zadeva principe odločanja, tudi behavioristične znanosti. Drugič, na takšen sistematičen način lahko to raziskovalno polje prispeva k sodobnim premislekom o kulturni percepciji, se pravi o specifikah politične organiziranosti in političnega odločanja. V tem smislu lahko nakaže mesta trkov različnih narativov s fokusom na deliberacijo, pa lahko tudi usmeri razmislek na ustrezne rešitve. Hvala za pozornost.